Frekvenca X na obisku pri mladih. Ja, mene fizika zanima precej. Maja smo v Sežani, na Ravnah in v Celju. Znanost je kompleksna. Zanimiva. Široka, da res potrebujemo za razvoj človeštva in da sploh vemo, kako je človek nastaven, kako se Zemlja razvija. Se pravi, ja, znanost je zelo pomembna. Mladi na frekvenci, na valu 202. Če bi potoval v preteklost, recimo leto 1500, in bi mogel s sabo prinesti nekaj, s čimer bi jim dokazal, da sem iz prihodnosti, bi najverjetneje vzel neko zdravilo, mogoče kakle kadol ali pa nekaj v tem smislu, ki bi čudežno zdravo bolezni v tistem času, bi pa najverjetneje spadal kot čarovnik. Mi pa se bomo danes s pomočjo čarovnije, ki ji pravimo audioposnetek, preselili v bližnjo preteklost. Natančneje v ponedeljek, 12. maja, ko smo obiskali dijake gimnazije in srednje šole Ravne na Koroškem. Enega od njih, Jana, ste pravkar slišali. Rdeča nit našega pogovora je bil čas, glavno vprašanje pa potovanje v času, da ali ne. Teoretično gledano, zelo ne. Tako pravi dijak Lenart, ki se bo prihodnje leto vpisal na študij fizike. Poleg njega je predavalnico napolnilo še približno 70 dijakov. Imeli sva zares dobro družbo. Zdaj se selimo tja. Mladi na frekvenci, na valu 202. Dobrodošli v Frekvenci X, vaši gostiteljici sva Neža Borkovič in Ajda Kus. V prihodnji uri bomo poskušali kar se da konkretno odgovoriti na vprašanje, kako je s potovanjem v času. Se lahko vrnemo v preteklost, lahko obiščemo prihodnost. Lahko bi rekli tudi, da bomo skupaj potovali 1 uro v prihodnost in poiskali odgovore, ki jih za nas skrivata čas in fizika. Kot strokovnjak za fiziko ter poznavalec časa, atomskih ur in črnih lukenj se nam je pridružil dr. Sašo Grozdanov z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko. Družbo pa nam je delal tudi najbolj zabaven matematik, dr. Uroš Kuzman. Kot matematik lahko rečem, da čas včasih teče prepočasi. Kaka ura se zavedam, da je za študente predolga, pa tudi za kak izpit ali pa čas, ki ga imajo na izpitu, je prekratek, vsaj po njihovem mnenju, po mojem manjkrat, ampak ponavadi imajo oni prav bolj kot jaz. Kar se pa tiče komika, se mi pa zdi, je pa čas taka relativna stvar. Jaz se rečem, da odkar imam otroke, se čas ful čudno popači. Tak nekak dnevi so neskončno dolgi, ampak leta pa ful hitro minejo. Kako bi opisali čas, so vprašali tudi dijake. Meni je všeč definicija, ki opisuje, čas je pojem, ki ga ne moremo zajeti, ampak samo je. Čas je tudi del mnogih pregovorov in fraz. Rečemo, čas je denar, čas je zlato, nekaj dragocenega torej. Čas teče in nič ne reče, je nekaj, česar nam ves čas primanjkuje. A hkrati, oziroma morda prav zato, je čas tudi pomemben vir navdiha v glasbi in poeziji. Ravnatelj nam je namignil, da imamo v prvi vrsti tudi nekoga, ki ima prav radijski glas, kolega Jan, ki bo zdaj za vas prebral eno najbolj znanih, pa jo boš kar sam predstavil, a ne Jan? Jo bom kar sam predstavil, prebral bom pesem z naslovom Čas, ki jo je napisal Niko Grafenauer. Čas se neviden odeva v noč ali dan, tako pred nami mineva, zdaj svetu in zdaj teman. Kadar se čas umudi, ne gleda nase, a spet in spet uro upira oči, če dolg čas pase. Čas se dotika vsega okrog nas, z leti najraje rezlja gube v obraz. Zob časa neustavljivo gloda in ruši vse živo zunaj in duši. Časa samega zase sploh ni, vsakem od nas je in z nami vred se nekoč potopi v gluho brezčasje. Da se glasba in znanost ne izključujeta, je pred dijaki izpostavil tudi nekdanji študent matematike, danes bolj znan kot kitarist skupine Joker Out, Jan Peteh. Nekako si težko predstavljamo obstoj glasbe oziroma obstoj konceptov, kot so melodija in ritem, brez obstoja časa, ki nenehno teče naprej. Je pa tudi v zgodovini čas navdihnil zelo veliko zelo dobrih komadov. Ne vem, zato, ker so njihovi avtorji brali Einsteina ali jih je samo navdahnila sama minljivost. Vem pa, da bo čas vedno aktualna tematika
in muza, ki ne gre nikoli iz mode. Tako da uživajte v času. Jan je predlagal, da z dijaki sestavimo seznam skladb, tako ali drugače povezanih s časom. Povezavo do Spotify playliste lahko najdete med zapiski oddaje. Jan je recimo dodal Čas skupine Dan D, ki ima en krasen vers: Čas bo zacelil svet. Meni pa je zelo pri srcu popevka Ditke Haberl, ki pravi: življenje teče in nič ne reče, samo nasmeh je bolj grenak. Meni je pa zelo ljuba Srce od skupine Kokosi in tisti vers: čas celi vse rane, kar je bilo naj tam ostane, ki morda namiguje na to, da nam tisto, kar je v preteklosti, ni več dosegljivo. In zdaj je čas, da preverimo, kaj na to poreče fizika. Italijanski teoretični fizik Carlo Rovelli pravi, da čas za nas ni enak tistemu času, ki nam ga merijo ure. Ko rečemo čas, v resnici govorimo o naših spominih in pričakovanjih za prihodnost. Naši možgani čas torej dojemajo linearno, kot premico, ki iz preteklosti teče v prihodnost. Doktor Grozdanov, ali ta linearnost obstaja tudi v fiziki? Ali v fiziki sploh obstaja zdaj, ko mi rečemo, hej, pokličemo prijatelja po telefonu in rečemo, hej, kaj pa ti počneš zdaj? Ja, dobro vprašanje. Se pravi, na nek način linearnost časa obstaja, torej vsak od nas je nek opazovalec, ne, ki živi v 4-dimenzionalnem prostoru, torej 3-dimenzionalnem prostoru plus času. In običajno, kaj imamo, ta čas poteka dejansko linearno, nekako iz preteklosti v prihodnost. Se pravi, obstaja koncept linearnosti časa. Kar je pa centralno, pa je to, da ne obstaja simultanost dogodkov. Torej, čas poteka individualno različno za vsakega opazovalca. Torej, moj čas je drugačen od vsakega, od časa vsakega od vas in to je pač odvisno od nekih fizikalnih pogojev. Torej, ja, obstaja neka linearnost, ne pa simultanost med različnimi dogodki, ki se zgodijo v različnih krajih, recimo. Ne? Torej, jaz zdaj ne morem sklepati, da sva mi dva oba, Sašo, zdaj v tem trenutku počneva nekaj. Ker morda pa ne. Torej, to je čar te relativnosti. In rekli ste, moramo govoriti o teoriji relativnosti, ki se sliši strašljiva, ampak ste se z njo najbrž tudi vi že spoznali, pa bova zdaj le nekaj več besed povedala o času in teoriji relativnosti. Kaj to pomeni? Torej, gre za teorijo iz začetka 20. stoletja, ki jo je formuliral Einstein s pomočjo del drugih ljudi. Obstajata dve veji, torej obstaja posebna in splošna teorija relativnosti. Pri splošni teoriji relativnosti gre predvsem za to, da čas ni absoluten. Torej, čas teče različno za različne objekte, za različne opazovalce v vesolju in potekanje časa je odvisno od različnih fizikalnih pogojev. Okay? Se pravi, to je posebna teorija, potem v splošni teoriji relativnosti pa se to posploši v sistemih z gravitacijo. Torej, gre za to, da nekaj v zakonih vesolja je absolutno, kaj je absolutno, je svetlobna hitrost. Torej, vsi opazovalci se strinjajo glede hitrosti svetlobe. To je tudi najhitrejša možna hitrost prenašanja informacij, ampak kot posledica tega pa pride pač do zaključka, da čas, isto kot prostor, ne? Prostor nekako sprejemamo, da smo vsi druge v prostoru, da se prostor pač izgleda drugače za različne ljudi, ampak mi pa nismo navajeni iz vsakodnevnega življenja, da recimo ure za vsako točko tečejo z različno hitrostjo, kar je pa pač odvisno od nekih fizikalnih pogojev in to opisuje teorija relativnosti. Čeprav malo pa smo tega navajeni tudi iz vsakdanjega življenja, ko potujemo recimo v Anglijo ali pa v Ameriko, pa našo uro prestavimo nazaj ali naprej, ampak od česa konkretno je odvisen čas? Čas je dejansko odvisen v najbolj enostavni inkarnaciji teorije relativnosti, je odvisen od hitrosti potovanja. Se pravi, če sem jaz pri miru, moja ura teče z neko hitrostjo. Moja sekunda je 1 sekunda za mene. Ne? Če nekdo od vas potuje v letalu, in verjetno seveda v letalu se tega ne opazi, ampak če bi to letalo bilo zelo hitro, kaj se zgodi, da vaša ura, se pravi vaša sekunda, ni moja sekunda. Vaše ure tečejo hitreje ali počasneje kot moja ura v odvisnosti od hitrosti vašega potovanja. Potem druga faza teorije relativnosti, ko je Einstein 10 let kasneje razumel, kaj ima pri tem gravitacija, pač sila, ki je posledica mas. Tu pa gre za to, da je hitrost časa odvisna od
jakosti gravitacijskega polja. Se pravi, če je masa večja, bo hitrost časa efektivno počasnejša. Zdaj, naj povemo, še vedno je 1 sekunda za vsakega 1 sekunda. Problem je v tem, da ko mi potem primerjamo ure, je moja sekunda bila različno dolga od vaših sekund. Zato gre v teoriji relativnosti. Se pravi, najbolj enostavno od hitrosti in od jakosti gravitacijskega polja, torej od gravitacijske sile je odvisna hitrost časa. A če je torej od gravitacijske sile odvisna, to pomeni, da recimo je tudi od višine in bi lahko rekli, da se denimo naša glava stara hitreje kot naše noge. Absolutno, ja. Se pravi, na višji višini, kjer je gravitacijska sila nižja, se pravi manjša, ker smo bolj oddaljeni od Zemlje, čas dejansko potuje hitreje. Torej ja, dejansko se naše noge starajo z drugo hitrostjo kot naša glava. Naša glava se stara hitreje. Torej, 1 sekunda za mojo glavo ni 1 sekunda za moje noge. To je dejansko znan efekt in to se da tudi vse eksperimentalno zmeriti. Torej, omenjamo hitrost, maso, višino. Zdaj pa dajva konkreten primer. Recimo, da Ajda potuje z letalom z severa na jug, jaz pa z vzhoda na zahod, obe vklopiva atomsko uro. Najprej, kaj je atomska ura? Atomska ura je pač enostavno ura, ki uporablja neke atomske razpade, ki so zelo natančni. Torej se da sekundo določiti na zelo visoko natančnost. Ne kot recimo z mojo uro, ker je moja sekunda približna. Zelo natančne ure. Potem pa se obe vrneva na letališče Jožeta Pučnika in najini uri ne kažeta isto. A je res? Ja, res je. Ja. To je zaradi tega, ker potujeta z različno hitrostjo glede na center Zemlje, ki je primerov. In recimo, čisto konkretno eksperiment, prvi tak eksperiment je bil narejen leta 1971, mislim konkretno. Oni so vzeli 3 ure, ena je šla z letalom proti vzhodu, druga je bila na tleh, tretja ura pa je šla v tistem primeru na zahod. In Zemlja se vrti, torej hitrost tiste ure, ki je šla na vzhod, je bila najhitrejša, ura pri miru je bila nekje v sredini, ona, ki je šla na zahod, pa je bila najpočasnejša zaradi dodatka rotacije. In vse te 3 ure, ki so jih na koncu primerjali, so kazale različno. To je bil en efekt, drugi efekt je bil pa tudi ta, da sta 2 od teh ur bili na višini in zaradi tega sta bile malo hitrejše. Torej malo so bile počasnejše zaradi hitrosti, pa še malo hitrejše zaradi gravitacije. In vse to se da precizno zračunati, napovedati in to se da vse zmeriti. Zaradi teorije relativnosti pa delujejo tudi GPS sistemi. Absolutno, ja. Se pravi, tu sta spet oba efekta. Se pravi, sateliti so zelo hitri v primerjavi z našimi, recimo, telefoni, ki so pri miru na Zemlji, pa tudi so na zelo velikih višinah. Torej, dejansko te enačbe relativnosti posebne in splošne se vsakodnevno uporabljajo v algoritmih za tuning GPS sistemov. Če tega ne bi uporabljali, mislim, da se nam gleda, da vsak dan bi GPS napačno kazal po enem dnevu za 10 kilometrov. Pač ti efekti bi bili popolnoma napačni, če bi uporabljali, bomo temu rekli, srednjošolsko fiziko in ne bi pravilno zračunali teh relativističnih efektov. Torej, vaši telefoni vsak dan uporabljajo te efekte. Rekli ste, torej, da je čas relativen, da ponekod teče počasneje in ponekod hitreje. Ali lahko potem se jaz recimo preselim nekam, kjer čas teče počasneje in si tako podaljšam življenje in živim dlje časa kot Neža, ki recimo živi nekje, kjer čas teče hitreje? Odgovor na to formalno mislim, da je ne. Se pravi, kaj hočem povedati? Z odgovorom ne. Se pravi, še vedno boš ti živela dolžino svojega življenja. Kakorkoli dolgo je, ti ne boš zaradi tega, če se pač nekam človek preseli, ne boš živela zaradi tega 300 let, 400 let. Ampak, kaj se pa bo zgodilo, je to, da če gre nekdo recimo v neko regijo, kjer čas teče počasneje, torej se bo ta človek v tisti regiji postaral za 20 let, ko bo prišel nazaj na Zemljo, bo mogoče na Zemlji poteklo 5000 let. Torej, na nek način greš s tem v prihodnost, ko se vrneš nazaj na Zemljo, ampak ti še vedno ne živiš 5000 let zaradi tega, ker, kot sem rekel na začetku, 1 sekunda za vsakega lokalno pri sebi je 1 sekunda. Samo razlika je v tem, ko mi primerjamo sekunde med nami. Mladi na frekvenci. Na valu 202. Ja, brez teorije relativnosti bi, kot ste lahko slišali, naš GPS vsak dan pot izrisal tudi za več kilometrov napačno. A Einsteinova teorija ne pojasnjuje samo, kako delujejo sateliti. Pojasnjuje tudi enega najbolj skrivnostnih pojavov v vesolju – črne luknje, ki pa predstavljajo enega ljubših pojavov dr. Saša Grozdanova. Torej, črne luknje so napoved Einsteinove
splošne teorije relativnosti, so efekt gravitacije. Kaj črna luknja sploh je? Na nek način je to ekstremno enostavna stvar. Bolj kot ne, črna luknja ni nič. Okay? Bolj kot ne, je to samo vakuum. Kaj se zgodi je to, da je v neki regiji prostora časa recimo ogromno mase, okay? In teorija relativnosti nam pove, da se zaradi prisotnosti mase prostor-čas ukrivi. Okay? Vsa ta prostorsko-časovne zadeve si lahko predstavljamo geometrično, zdaj v to ne bomo šli, ampak prostor-čas se na nek način ukrivi. In kot sem prej že rekel, hitrost svetlobe in vseh delcev v vesolju, vseh teles je manjša kot hitrost svetlobe in tudi hitrost svetlobe je končna. Zdaj, kaj se enostavno zgodi, je to, da se prostor-čas tako zelo ukrivi v neki regiji, da znotraj tega, vi si lahko črno luknjo predstavljate kot neko črno kroglo, kjer ni nič, dejansko je tam vakuum. Tam je prostor-čas ukrivljen do take mere, da od znotraj ne more nič pobegniti ven. In zaradi tega, ker nič ne pobegne ven, niti svetloba, zgleda to črno. Zakaj je pa to zanimivo glede časa? Je pa zaradi tega, ker so to na nek način najbolj ekstremne napovedi teorije relativnosti moderne fizike in če hočeš razumeti nove koncepte v fiziki, jih je pač treba pripeljati v teorijah do nekega absurda, kjer zadeve izgledajo čudno, do nekih paradoksov in pač čas se obnaša ekstremno neintuitivno v okolici črnih lukenj, znotraj črnih lukenj še bolj. In ravno zaradi tega so eno idealno igrišče za študije časa, da razumemo, kaj to sploh je, kako se lahko sploh obnaša. Zdaj me boste popravili, če bom povedala narobe. Znotraj črnih lukenj pride do pojava kot nekega prstana, kjer se v bistvu čas vrti v krogu. Torej, tukaj se dotikamo že tega potovanja v času, naprej in nazaj. In verjetno, da če bi lahko to materijo ustvarili tudi na Zemlji in ustvarili tukaj črno luknjo, bi lahko nek portal odprli v preteklost, v prihodnost? Ja, dobro vprašanje. Torej, v vesolju imamo ogromno število teh črnih lukenj. Verjamemo, da je v večini centrov galaksij črna luknja. Črna luknja je tudi v centru naše galaksije, torej te Mlečne ceste, ne? Milky Way, Rimske ceste, pardon, v slovenščini. In te črne luknje se vrtijo. In kaj se zgodi? Se pravi, ko vstopi v črno luknjo, ko gre proti centru črne luknje, te posebne črne luknje, ki jih imamo mi v našem vesolju, se vrtijo. In tam pri centru črne luknje obstaja singularnost, kjer je gravitacijska sila neskončno močna, vsaj v teoriji relativnosti, torej te raztrga. In tam v tisti regiji obstajajo dejansko trajektorije časa, ki so krožne. Torej čas gre naprej, nazaj, naprej, nazaj, naprej, nazaj v krogu. Ja. Obstajajo rešitve, ki so legitimne rešitve teorije gravitacije, kjer se čas enostavno giblje v krogu. Kaj pa bi se zgodilo s časom, če bi se mi približali takšni črni luknji? To vprašanje sva zastavili dijakom in jim na izbiro ponudili 4 odgovore. A. Čas začne teči hitreje. B. Čas se ustavi. C. Čas se upočasni glede na zunanjega opazovalca. In D. Čas izgine. Ja, več kot polovica dijakov je izbrala pravilen odgovor. Kaj pa bi rekli vi? Ali imate prav, lahko v prihodnjih minutah preverite ob razlagi dr. Grozdanova? To je vedno gre za primerjavo ur dveh opazovalcev. Torej, prvič, če en od vas pada v črno luknjo, bo enostavno padel v črno luknjo, najprej bo prečkal ta event horizon črne luknje, bo šel proti dogodkovno obzorje. To pomeni tam, ko ni več. To je meja, to je meja krogle. Ja, to je točno to, kar sem prej razlagal, to je ta črna krogla. Potem bo padal not in ga bo v roku par sekund gravitacija raztrgala. Ok, to je to. Ampak na svoji uri bo to pač šlo 1, 2, 3, 4 sekunde in to bo to, padal bo not. Zdaj pa, to vprašanje se pa nanaša na opazovalca, ki je daleč stran od črne luknje. Torej, jaz sem zelo daleč stran od črne luknje in gledam enega od vas, ki pada v črno luknjo. Kar bom jaz videl, je to, da se boste vi zelo počasi približevali temu dogodkovnemu obzorju, torej zunanjosti črne luknje. Vi se boste počasi približevali, vaša barva bo bledela, vedno bolj črni boste in v nekem idealiziranem stanju, ki se običajno omenja v popkulturi, se vi tam ustavite, torej bi bil to odgovor B. Zdaj, kaj se dejansko zgodi, je pa to, da se vi zelo počasi približate črni luknji, ne? Torej za mene to traja milijardo let, za vas je to trajalo pol sekunde
In pol se vi počasi zlijete, v bistvu se črna luknja malo poveča, velikost črne luknje se prilagodi na tak način, da vas pač zaobjame in pol ste vi not. Torej, to se za mene v čist precizni kalkulaciji se to zgodi v končnem času, ampak ta čas traja zelo, zelo, zelo dolgo. Torej, glede na mene, ki sem daleč stran od črne luknje, se to upočasni. Glede na vas pa pač nič, padete not, vas raztrga, to je to. In tam je konec časa. V centru črne luknje je konec časa. Čas nima več koncepta, tam se konča. Vsi tam končajo. In zdaj k najpomembnejšemu vprašanju današnjega popoldneva. Ali lahko na Zemlji ali pa kjerkoli potujemo v času? Pa mogoče, če naveževa zdaj na to vprašanje črne luknje, ne? A je zdaj čisto praktično, če bi jaz poletela z raketo do neke črne luknje in bi se tam upočasnjevala in recimo, da bi mi uspelo potem se vrniti, torej ne iti v črno luknjo, bi prišla nazaj, pol stoletja, torej tisti, ki bi me opazoval, bi že umrl in bi me ob prihodu pričakal njegov vnuk ali pravnuk. Ja, točno to. Ja. Ali je praktično, ne vem, ali znamo narediti raketo, ki ima dovolj močne motorje, zato da nas pač paziti moramo, da ne pridemo preblizu, ne? Ampak dokler imamo mi potencialno močne motorje, bomo lahko šli stran in pridemo nazaj na planet in tam so vsi umrli, ki smo jih mi kadarkoli poznali in ne vem kaj, obstajajo dinozauri spet, ne vem. In ko smo ravno pri dinozaurih, vprašanje potovanja skozi čas ni le znanstvena dilema, ampak tudi osebna fantazija. Če bi lahko odpotovali kamorkoli, kam bi odšli? V prihodnost, da bi videli, kam gre svet, ali v preteklost, da bi še enkrat doživeli najlepše trenutke ali pa zgodbe, ki jih poznamo le iz učbenikov. Prvi je odgovarjal Uroš Kuzman. Zdaj, jaz sem velik športni navdušenec, tako da jaz bi se vrnil v 5. julij 2024, pa bi rekel Šeško ne po tleh, gol streli, pa bi igrali v finalu proti Angliji. Boleči spomini, torej. Uroš, kolikokrat ste razmišljali o tem, da je danes ste to izpostavili, ko bi vsaj lahko? Ja, vsakič, po vsakem prvenstvu vsaj pol še 2 meseca razmišljaš. Pa prav vaš radio je tisti, ki posoli ponavadi še s kakimi športnimi spomini. Sov na rano, a ne? Tako. Sašo Grozdano? Jaz pa po moje nimam tako inteligentnega odgovora na to vprašanje, ne vem. Brez pritiska si le fizik. Ne vem, dostikrat mogoče si človek misli, da bi šel naprej, ampak da bi videl, ne vem, da pogledaš teorijo kvantne gravitacije iz leta 3000, da prebereš knjigo, pa greš nazaj, pa si vse naredil, ampak po moje pa ne. Nobelovo nagrado? Ja, takoj. Ampak mogoče pa ne, jaz si včasih predstavljam, da je bilo zelo zanimivo, da bi šel nazaj, pa bi se spoznal recimo z Newtonom, ali pa z Einsteinom, ne z nekom, ne? Ali pa mu pač povedal, kaj mi vemo o fiziki in bi videl, kako bi Newton na to reagiral, ne? Po moje, sploh ne bi nič razumel, ne? To je bil totalni eksplozija v možganih. To je bil mogoče zanimiv pogovor, ne? Z nekim takim velikanom znanosti. Oba sogovornika bi se torej vrnila v preteklost, a kako oziroma s čim bi tam dokazala, da sta iz prihodnosti? Nekaj predlogov, kaj bi vzeli seboj v preteklost, da bi ljudi tam prepričali, da so iz prihodnosti, smo poiskali med občinstvom. Njegovo družinsko drevo, če bi to bilo možno. Bi mu napovedali prihodnost, koliko otrok bo rodil, kako jim bo ime? Nekaj takega, ja. Mojo majico, ki jo nosim, ker ima printger in v tistih časih sploh ne bi še tega imeli ali poznali stil. O izzivu, ki ga predstavlja potovanje v preteklost, govori tudi znan paradoks. Veste, kateri? V preteklost skočiš, dedka ubiješ. Nato pa ugotoviš, da se nisi rodil. A brez sebe, kako bi sploh bil, da bi dedka ubil? Logika cvili, razum se je skril. Einstein bi rekel, tole ne gre. Nekdo oporeka, kaj pa če? Morda je odgovor vprašanje perspektiv. Vsak paradoks je zabaven izziv. Tole poezijo sva z Ajdo napisali s pomočjo umetne inteligence. In čeprav ne gre za umetniški presežek, ste morda ugotovili, da v sebi skriva eno najbolj znanih dilem glede potovanja v času. Dedkov paradoks.
Kaj bi se zgodilo, če bi lahko odpotovali v preteklost in ubili svojega dedka? Kako bi potem sploh obstajali? Pogoj za to, da obstajamo, je namreč to, da obstaja tudi naš dedek. To jasno pač uniči vzročnost teh dveh dogodkov, ne? Oziroma pač celega cikla dogodkov. In nekako verjamemo, da je vzročnost zakodirana v zakone osnovne fizike. Definitivno je v kvantni mehaniki. Zdaj, ali obstajajo mogoče scenariji, kjer se da to preprečiti, ne vemo točno, ampak verjamemo, da kljub temu, da obstajajo take rešitve, v realnosti se takih scenarijev ne bi dalo ustvariti. Torej, taki prostori časi bi bili nestabilni, torej bi, ne vem, eksplodirali, to ne bi šlo. Torej, pomembni oziroma vtkani v naše življenje in fiziko sta vzrok in posledica in tukaj v bistvu, ko se vrnemo nazaj in dedka ubijemo, sami sebe v bistvu izničimo, ne? In nekako nam to, če prav razumem, odgovarja na vprašanje, ali lahko potujemo v preteklost, kar je odgovor, verjamemo, da ne, vsaj v svetu, v katerem živimo, kaj pa v prihodnost? Ja in ne, torej podobno kot je bil odgovor na tisto vprašanje, če se lahko gremo nekam počasneje starati. Torej, ja na način primerjave z nekom drugim, ne pa na tak način, da bi mi zdaj naenkrat pohitrili naše ure. Se pravi, jaz mislim, da še vedno se ne da. Ob koncu pa smo si seveda vzeli čas tudi za vprašanja dijakov in razvila se je zares iskriva in zanimiva debata. Torej, prej ste rekli, da v bistvu potovati v čas nazaj zaradi tega paradoksa z dedkom, v bistvu že sam paradoks izniči možnost, da bi lahko potovali nazaj. Ampak, če bi bilo možno, a ne bi v bistvu to dokazalo eksistenco drugih univerz, v bistvu multiverze, torej da je več teh univerz, ki sočasno obstajajo in bi v bistvu mi s tem, ko bi potovali nazaj in ubili svojega dedka, samo ubili dedka v drugi univerzi in s tem ne bi nič pokvarili. Torej, to bi pomenilo, da ko greš nazaj v čas, prideš v drugi del, nekako v drugi del multiverzuma, kakorkoli se temu reče. Ja, po moje ne, ker bi bil še vedno v istem. Torej, koliko mi precizno razumemo, kaj ta druga vesolja so, ne? Se pravi, mi smo v nekem vesolju, ne? To vesolje je vzročno omejena regija prostora časa, iz katere ne moremo in nič nikoli ne bo šlo iz našega dela. Zunaj tega verjamemo, da so druga vesolja, ampak ta druga vesolja so znotraj istega prostora. Prostor je verjetno neskončen, ta druga vesolja so tam nekje, ne? Pač, okej, v redu. Vsaj v teh nekih enostavnih, konkretnih rešitvah, če bi šel ti nazaj v času, ne, bi ostal zaradi tega v istem vesolju. Zdaj, moral bi se pač dosti bolj potruditi, da bi neko črvino povezal to pot v neko ekvivalentno trajektorijo v drugem delu prostora časa. Teda, mogoče bi lahko kaj takega skonstruiral, mogoče kaj takega bi bilo, ja, možno. Ker to dejansko ne bi kršilo vzročnosti. Kar krši vzročnost je to, da si ti znotraj svojega vesolja na svoji trajektoriji. To pa je pol paradoksalno. Zdaj, če pa obstaja še ena kopija tvojega vesolja in ti greš iz enega v drugega, pa ga tam ubiješ, to bi pa bilo po mojem okej, ja. Jaz imam pa bolj vprašanje, ko sem zasledil, bral sem o možnosti modela za potovanje v preteklost in sicer Tiplerjev cilinder, ki predpostavlja, da mora biti neskončno dolg ali pa da upošteva negativno energijo. V čem je zdaj tu, če rečem, finta? Zdaj, točno tega cilindra ne poznam, ampak obstaja več takih rešitev, recimo Gödelovo vesolje, zelo znanega logika, ne, ki je skonstruiral to rešitev Gödelovega vesolja kot rojstnodnevno darilo Einsteinu, ker sta bila kolega. Torej, ja, lahko skonstruiraš rešitve, ampak skoraj vedno za te rešitve recimo rabiš negativno energijo, da vzdržujejo take bizarne rešitve. Zdaj pa je spet vprašanje, ali lahko imamo mi sisteme z negativno energijo? Načeloma ja, obstajajo primeri kvantnih sistemov, kjer je energija negativna in se dogajajo bizarne zadeve. Ampak verjetno ni pravega tipa, da bi vzdrževala zdaj taki primer nekega cilindra, ki bi šel nazaj v preteklost. Torej, to je zelo povezano. Se pravi, ja, rešiš, ampak vedno v takih bizarnih rešitvah za to potrebuješ neke fizikalne pogoje, materije z energijo, ki izgleda sumljiva. Ampak to še vedno ne pomeni, da to ne obstaja.
ker ne vemo točno, kakšna materija lahko obstaja, pa kakšna ne. Torej, mogoče ja, ampak zgleda sumljivo. Ko ste tekom oddaje večkrat omenili, da bi v črni luknji čas tekel v krogu. Samo v eni zelo specifičnem delu, v eni regiji. Ja. Ne generalno, ne kjerkoli. Če predpostavimo, da bi lahko v tisti regiji živeli normalno, ali bi se nam življenjska doba podaljšala na neskončnost ali se ne bi spremenila? Jaz mislim, da ja. Iste 2 minuti bi skozi živel. Ja, torej, ampak ne bi vedel tega, ne? Mislim, ker če se dejansko stvar ponovi, pa zdaj ti ne veš, mislim, nič nimaš od tega, ker se skozi zadeva ponavlja. Ker dejansko gre čas naprej pa nazaj, torej ti zdaj ne uživaš zaradi tega, ne? Teda, mislim, ja, bi bilo neskončno za zunanjega opazovalca, ampak jaz mislim, da ti tega ne bi vedel. Tako, če imaš malo demenco. Jaz pa nimam mogoče toliko znanstvenega vprašanja, ampak kateri je vaj najljubši film, ki se ukvarja s potovanjem skozi čas in zakaj? Jaz nimam dobrega odgovora. Jaz ne gledam tako dosti znanstvene fantastike. Všeč mi je bil, ta Interstellar mi je bil všeč. Teda, to, mislim, najprej povem, nimam težav za znanstveno fantastiko, ker bi bilo tam kaj narobe s fiziko, ne me narobe razumeti, meni je čisto vseeno, vse je to artistična svoboda, lahko karkoli, samo mogoče težko se, ni mi vse všečno, ampak mi je pa bil, recimo Interstellar mi je pa bil zelo všečno. Teda jaz bom kar zdaj to izbral, ker mi nič drugega napada na pamet. Jaz imam pa Interception, sem se spomnil vmes. Inception? Inception, pardon, to sem se spomnil vmes. Leonardo DiCaprio je, ali ni? Verjetno. Ja, mislim, da. Dodajava še seriji Back to the Future ali Nazaj v prihodnost in Fringe, oziroma po slovensko Na robu znanosti. Ja, pa v branje lahko priporočiva tudi knjigo Za povrstje časa, na začetku omenjenega fizika Karla Rovelija, ki jo je v slovenščino prevedel fizik Alojz Kodre. Nekaj predlogov za nadaljne raziskovanje pa najdete tudi med zapiski oddaje na val202.si. Mogoče tale pogovor, ki ga imamo danes, bo čez 5 ali pa 10 let čist irrelevanten. Bo rekli, gledajte, neumne ljudi, ki so se pogovarjali, pa so misli, da se ne da iti naprej pa nazaj v času. Zdaj pa mi to vemo. Tako da v resnici je fizika mogoče malo bolj aktualna, matematika bolj brezčasna. Zdaj pa vi se odločite, kaj vam je bolj všeč, v vsakem primeru pa pridite na našo fakulteto. Tako je ob koncu razprave razmišljal Uroš Kuzman. No, midve pa vseeno upava, da ta pogovor še vsaj nekaj časa ne bo irrelevanten in da ste v njem uživali prav tako kot naša radijska ekipa, ki se je družila na Ravnah na Koroškem. Naj se zahvaliva še gostoma, fiziku dr. Sašu Grozdanovu z Ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko in dr. Urošu Kuzmanu z oddelka za matematiko iste fakultete. Zahvalo pa dolgujeva tudi ravnatelju gimnazije Ravne na Koroškem, Dragu Benku. Vas pa lepo vabiva, da se na podcast Frekvenca X tudi naročite. Že prihodnjo sredo vas bo v vseh aplikacijah pričakala nova epizoda, zdaj že lahko razkrijeva tudi temo, govorili bomo o razlikah med živimi travniki in zelenimi puščavami. Ne zamudite. In se slišimo.